presežkov vajeno družbeno mreže Facebook je te dni doseglo še en mejnik. Največji mrk storitev v zgodovini. Vse Facebookove aplikacije so bile namreč 2 dni nedostopne, podjetje pa je v tem času izgubilo kar $90 milijonov prihodkov. Nedelovanja Facebooka pa so se najbolj razveselili avtoštoparji, saj so zaradi splošnega pomanjkanja všečkov vozniki veliko raje ustavili na dvignjen palec. Ker je izpad družbenih omrežij vplival tudi na številne Slovence, nam je uspelo dobiti nekaj izjav anonimnih uporabnikov. Zjutraj se zbudim in vidim sneg. Vsaj za 15 lajkov ga je bilo. Potem pa sledi šok. Facebook ne dela, ne moreš objaviti, začneš se tresti, zgubiš tla pod nogami. Začneš se spraševati, da to pomeni, da tudi na Instagramu ne bomo mogli objaviti, kaj smo danes jedli za zajtrk. Pa glej tisti dan, ko si kupil avokado. Ja, za razliko od drugih ljudi, ki Facebook uporabljajo samo za troparije, jaz uporabljam v bistvu za biznis. To je resno zadeva in to ti mrk, to je mene čisto prizadelo. Mimogrede, ko te lahko nekaj vprašam, kaj te zanima možnost dodatnega zaslužka, mogoče iščemo točno take, kot si ti. Prejšnji dan se mi polajkal status, potem je ona komentirala eno mojo fotko. Vse je bilo pripravljeno za ljubezen. Res, moja bi bila, če bi tisti dan delal Messenger. Vse je bilo drugače, če bi lahko poslal sliko mojega k***ca. Žalostno, res žalostno. Da bi iz prve roke preverili, ali se moramo na tovrstne zgodbe navaditi, smo na teren poslali korespondenta, ki je ta teden še zaposlen pri naši oddaji, vendar poudarjam, tedna še ni konec. Direktno izpred sedeža Facebooka se nam javlja strokovnjak za nenavadne dogodke, družbena omrežja in samske mamice, gospod Jan Krojcer. Gospod Krojcer, kaj se dogaja s Facebookom? Ali to družbeno omrežje res počasi umira? Lep pozdrav iz Kalifornije. Smo pa direktni danes, gospod Godler. Umera. Še dobro, da delate na TV-u, ne v bolnici. Na Facebooku imajo resda težave. Da je zadeva resna, lahko vidimo že potem, da se je korporacija takoj po dogodku opravičila. In to preko Twitterja. To je tako nenavadno, kot bi se opravičil Janša. In to preko spletne strani LMŠ. Toda, ali to pomeni, da Facebook res umera? Močno dvomim. Ponavadi so obilica mačk, neprimernih komentarjev in občasni izpadi ravno zagotovilo za dolgo življenje. Samo poglejte Svetlano Makarovič. Ne, resno. Facebook je preživel že vse hudo. Fotke hrane, fotke otrok, fotke Borota Pahorja, fake profile, fake novice, Novo 24. Vsi že vemo, katera barva smo, katera znana oseba smo bili v prejšnjem življenju in da je babici resnično všeč vse, kar objaviš. In če kar ne umre, Facebook, ne babica. Brez skrbi, gospod Godler, Facebook ne gre nikamor, za razliko od babice. Okej. To so spodbudne novice. Kaj pa lahko ob morebitnem naslednjem mrku družbenih omrežij naredijo najbolj ranljive skupine ljudi? Naprimer naši sogovorci v prejšnjem prispevku. Na mesto vprašanje. Če si človek, ki enostavno mora pokazati, kaj v tistem trenutku je, pa Instagram slučajno ne dela, je rešitev preprosta. Pokličeš nekaj prijateljev in jim natančno opišeš, kaj imaš na krožniku. Če jih ne zanima, čestitam. Dobil si isto iskreno reakcijo kot na Instagramu. Če družabna omrežja uporabljaš za zasledovanje nežnejšega spola, se obvezno pozanimaj tudi, kje živi. Če pride do izpada, jo lahko nadleguješ tako, kot so to počeli že naši dedki. V živo. Priporočljivo je, da si vsaj eno sliko svojega penisa tudi natisneš, sicer boš moral pokazati original. In če me na Facebooku želiš samo nekaj vprašati, ker trenutno delaš na enem novem projektu in misliš, da sem prava oseba za vas, je rešitev preprosta. Odjebi in si zatakni ta piramidni sistem v rit in ne pozabi, nihče te ne mar, f***ing loser. Toliko izpred Facebooka. Hvala lepa našemu dopisniku, gospodu Janu Krojcerju. Po oglasih pa boste izvedeli, kdo je kolesaril pred sodniki, kdo je podkupil fakultete in kdo ima nov slogan. Se vidimo kmalu. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!